Dobrodošla v društvu Belis za srečno življenje, za pošteno življenje, za tisto, kar nam življenje res daje in se borimo skupaj. Si pomagamo vsak z svojimi informacijami in glej, jaz sem danes zapisal takole. Ekskluzivno, 8. oktober 2022, 10 let razmišljata s soprogom bom rekel, o samooskrbi z energijo. Ne? Ja. Okay. Zdaj pa mene zanima, kaj je tebe v vsem tem tebe in moža izučilo skozi reklamna sporočila, skozi nakupe, skozi nabavo, skozi ves ta proces, ki nam ga želiš sporočiti, zato da bi tudi vi, dragi člani, ti, pa ti, da si boste zapomnili, ko se boste lotili, da najprej stvar v celoti raziščete, povprašate ljudi, ki so te izkušnje že dali skozi, zato da ne gremo čisto vsi na ta reklamni let ali pa na medijske prevare, na medijske laži, na te čudovite reklame, ki so tako lepo narisane, ne? V ozadju se pa skriva marsikaj. Napisal sem, ne zamudite, pridite na Zoom in zdaj želim, da bi ti to nam vse lepo povedala, nam sporočila, vse te trike, čarovnije, jaz temu rečem čarovnije, in ko bomo zdaj ta trik odkrili, dragi moji, boste lažje z tega vidika, kar se tiče sončnih elektrarn, tudi lažje razmišljali. Tako da ti predajam besedo in povej svojo izkušnjo. Hvala. Prosim. Lepo pozdravljeni. Ja, midva sva dolg časa razmišljala, da bi želela biti samooskrbna tudi na področju elektrike. In zato sva se odločila za sončno elektrarno. Zadolžila sva se do tukajle, nekaj sva imela našparanga, prišlo na jo več kot 13.000 evrov, ampak še vedno za naju je to velik denar. Zdaj, po parih mesecih pa ugotavljava, da v bistvu nisva samooskrbna, ker so mi to pozabili povedati, ker v bistvu, ko elektrike v sistemu ni, tudi midva nimava elektrike, in sončna elektrarna ne proizvaja elektrike. V bistvu, ko sva se zanimala za to, sem jaz malo okrog spraševala in ljudje, ki se majhno spoznajo na elektriko, in to so mi rekli, ja, seveda, ti imaš potem elektriko in to je to, ne, ti bo delal po dnevu, ko je sonce, ti bo delal, pač po noč pa ne bo nič, če ne boš imela hranilnikov. Ok, super. In jaz, ker se ne spoznam na stvari, sem mogoče naivno verjela vse in sva šla v to. In v bistvu, zdaj se pa zanimam naokrog, sprašujem podjetja, ki se ukvarjajo s tem in mi dajo prave podatke in v bistvu sem tako v fazi, bi lahko rekla, besa, razmišljam, zakaj je to dobro, da se mi je to zgodilo, ne vidim še točno tiste ta lepe svetle točke, ampak v redu. Potem ugotovila sem tudi, da ko proizvaja sončna elektrarna višek, recimo, da imaš tako veliko sončno elektrarno, da tvoja sončna elektrarna proizvaja višek, ta višek gre nekam in ga podariš. V reklamah poudarjajo oziroma reklamirajo tako, da zaslužiš. Jaz sem potem klicala eno podjetje, prejšnji teden sem klicala eno podjetje, kjer na internetni strani propagirajo, da zaslužiš, pa sem rekla, dajte mi vi razložiti, kako bom jaz zaslužila. Pa je v bistvu ta mlad fant, razumem, njega so naučili, kako mora govoriti. In on ima tiste obrazce, po katerih mora šibati in kako mora ljudem govoriti. V bistvu mi je rekel, da bomo imeli manjši račun. Sem rekla, zdaj, če jaz prav razumem, bomo mi prišparali, ne zaslužili, ker po SSKJ-ju in kakor jaz razumem besedo zaslužiti, je to nekaj, kar pride na moj transakcijski račun. Se pravi, meni ne bo nič prišlo, samo jaz bom manj računa plačala. No, pol na koncu, ko sem ga malo šraufala, je le priznal, da je stvar taka. Potem mi, ko smo letos in delno še drugo leto, tisti, ki bojo se odločili za sončno elektrarno, naj bi imeli letni obračun oziroma poračun. Kaj to pomeni? Konec leta se pogleda, se potegne črto, se pogleda, koliko je moja sončna elektrarna proizvedla, koliko sem jaz porabila. Če je sončna elektrarna proizvedla več, se ta plus zgine, gre nekomu, ne vem komu, v dar. Če sem jaz proizvedla minus,
pomeni, da bom plačala. Nisem še točno raziskala, a bom mogla plačati kilovatno uro dražje, kot če ne bi imela sončne elektrarne. To področje me še čaka in to moram še raziskati. Drugo leto se bo šlo na mesečni obračun, kar pomeni, poleti bo sončna elektrarna proizvajala noro viška in konec meseca se bo ta plus odpisal in bo šel ne vem komu v plus, v dar. Po zimi bojo pa veliki minusi in spet ne vem, a se bo kilovatna ura dražje plačevala ali ne. Zdaj naj bi nam, ki smo zdaj letos to sončno elektrarno dobili, naj bi se letni obračun naprej vlekel. Glede na to, kaj se dogaja, ne verjamem. Tako da še tlele je to. Potem, ker se zdaj zanimam, a bi bilo možno, da bi jaz to sončno elektrarno naredila tako, da bi bila delno tudi zaprtega tipa, kar pomeni, da bi sončna elektrarna proizvajala elektriko, nekaj bi šlo v sistem, nekaj pa bi jo jaz spravila v hranilnike. Jaz sem mislila, da v bistvu ena škatla je tam, ki se ji reče inverter, da bi mogoče z drugim inverterjem to lahko dosegla. Potem sem pa prišla do podjetja Velog na Brnčičevi, oni delajo v bistvu tudi zaprte sisteme in so mi čisto iskreno povedali, so rekli, ne, te sončne elektrarne ne morete narediti, da bi bila delno zaprti sistem, zato ker ima vsak panel, vsak sončni kolektor ima, čakajte, da jaz najdem, eno optimizator, ja, to je neka napravca, ki v primeru, da v sistemu ni elektrike, sončni panel ugasne in ne proizvaja elektrike. To je kot neka varovalka, to so mi razložili, da ni tako slaba stvar, ker v bistvu ščiti te panele pred prekurjenjem in tako, ampak hkrati tudi mene ščiti pred tem, da bi imela elektriko, če ni v sistemu elektrike. Se pravi, če bo električni mrk, sem tudi jaz, kljub temu, da sva investirala 13.000 evrov plus brez elektrike. Potem naprej. Potem sem malo gledala, kako reklamirajo te sončne elektrarne in je v bistvu kar veliko zavajanja. Se pravi to, da boste zaslužili, potem, da ste samooskrbni, pozabijo povedati, da v bistvu čez sistemu ni elektrike. Tudi ti nimaš elektrike. Tega mladega moža, ki sem ga imela na telefonu, sem ga v bistvu to direktno vprašala. Zelo nerad mi je povedal to, ampak pol sem le stisnila to od njega. Tako da v bistvu ni lepo, da tako v bistvu lažejo ljudem. Potem sem ugotovila to, da če imaš pa ti sončno elektrarno, ki proizvaja več kot 30 kW letno, potem je pa to tržna sončna elektrarna in ti sploh ne moreš te elektrike uporabiti zase, ampak jo samo prodajaš. Dobro, to verjetno, če imaš ogromno streho ali pa pač, kjer lahko postaviš tako ogromno elektrarno, kjer je tudi investicija ogromna, zdaj ne vem pa, po kakšnih ceni prodajajo kilovatne ure. Se pravi, če razmišljate o tem, da bi si nabavili sončno elektrarno, razmišljajte v smeri, da bi imeli ali zaprti sistem ali pa hibridni sistem, ker v tem primeru ste res samooskrbni. Jaz poznam to podjetje Velog na Brnčičevi v Ljubljani, oni so mi zelo svetovali, so bili prijazni in oni delajo te variante. Je pa pač še cel kup drugih podjetij, tako da v bistvu odločiti se morate sami, ampak dajte lepo prosim, dajte se pozanimati prej. Razmislite o vseh stvarih, ki jih želite, zakaj želite imeti sončno elektrarno in potem tudi to sprašujte, bodite tečni. Sva pa midva glede na situacijo, da zdaj pač ne morava imeti nekega hranilnika, sva začela razmišljati, da bi si nabavila en električni avto. Ne morava iti v novega, ker to je toliko drago, ampak nek rabljen električni avto. Rada razmišljava pa o tem, da bi ga malo spremenila, da bi v bistvu naredila večji hranilnik elektrike v njem, da bi v bistvu bil hkrati potem lahko ta hranilnik tudi za hišo, da bi v bistvu to elektriko lahko uporabljala v hiši. Tako da spodbujam, če ima kdo kakšno idejo oziroma če se kdo spozna, da kontaktira Mihaela, mi bo dal kontakt in da si pomagamo. Ja, tole si ti povedala res enkratno, ampak jaz imam nekaj drugih vprašanj zate. Ja.
Vidva z možem sta zelo samooskrbna, zelo sta rada neodvisna. Ja. Izbrala sta si tudi tako lokacijo, ki potrebuje, se pravi, živilsko samopreskrbo, energetsko samopreskrbo, pač tak način življenja. Mene zanima, s čim se ti ukvarjaš, da je tebe pripeljalo do tega, če slučajno v sistemu ni elektrike, da ti še vedno imaš in da preživiš. Kaj te je do tega pripeljalo? S čim se ukvarjaš, kaj počneš, da si do te točke prišla? A za preživetje? Ja, ker dobro, nekdo si z drvi zakuri, nekdo si s premogom na olje, ampak ti rabiš pa, mislim, da elektriko, a ne? Zdaj tako ne, midva imava drva, šporget, lepo kuhava na šporget, greva se na šporget, ampak ker v bistvu imamo vodo s slabim pritiskom, rabimo imeti vodno črpalko, v bistvu midva rabva imeti pumpo, zato da si vodo gor potegneva, da se lahko sploh posodo opereva, da se lahko stuširava, ta osnovne stvari. Potem za hladilnik zmrzovalno skrinjo, ker imava spravljeno ogromno hrane, ki si sama pridelava, in spet ta osnovna zadeva. Tako da v bistvu tlele gre za nevelike količine elektrike, ampak osnovna elektrika, ki je za preživetje. Čisto za bazo. Za bazo. S čim se pa drugače ukvarjaš ti pa mož? Ja, v bistvu jaz sem drugače slikarka, lahko tudi na spletu pogledate, s kakšnimi stvarmi se ukvarjam. Sem odštekana, nenavadna. Drugače pa sem v fazi oziroma delam tudi organsko kozmetiko in čistila, in v bistvu sem zdaj v fazi pridobivanja dokumentacije, zato da bo vse tipi-topi in bo tudi potem spletna trgovina zalaufala. Super, glej, jaz v zvezi s tem, kar si zdaj povedala, informacije so zelo dobre, ker nihče o tem na glas ne govori. Namreč, kaj se je zgodilo? Jaz tukaj pripravljam dokumentacijo in mi zazvoni telefon. Mislim, da sta bila s soprogom z možem v avtomobilu. Ja. In sta se pogovarjala v zvezi s tem problemom, tako kot je Mojca rekla, za marsikoga od nas je, kar se tiče investicija 10.000 evrov plus, po 3 letih covida, kar precejšen zalogaj, če nisi pri koritu, da imaš pač mesečno 30.000 evrov covid dodatka, a ne? V takem primeru potem seveda to ni problem. Sicer pa je problem, če si malo umetnika, če živiš malo odštekano življenje in če živiš z dušo in z naravo, je pa seveda ta energija v imenu denarja ali evrov, kakorkoli že pa predstavlja problem. Mi zazvoni telefon in Mojca pravi, Mihajl, imaš minuto? Imam, tako da vam povem, kako je do tega sploh prišlo. Čisto preprosto. Z možem sta se pogovarjala o problemu in zavedata se, da je medijski lobby tako močan, propagandni stroj tako zaprt, da pravzaprav ti ne moreš v medijih priti in to nekako povedati, da je problem ne samo pri enem kupcu, pri enem človeku, ki se s tem ukvarja in to nabavlja, ampak da je ta problem širši. No, in ko sta mi to povedala, sem jaz seveda zagledal spet tukaj problem energetike. In če veste, z energetiko se ukvarja tudi naš premier, dr. Golob, predsednik Vlade Republike Slovenije. Verjamem, da te stvari pozna v nulo, ker se s tem pač ukvarja. In glejte, če je nekdo predsednik Vlade Republike Slovenije in je prišel iz gospodarskega področja, iz energetike, iz energetskega področja, potem bi to mogla biti prva stvar v energetski krizi, da kot predsednik vlade državljane na vse to opozori. Spet je tukaj eno društvo, žal društvo Belis, ki gre vsem tako v nos, ki mora na te stvari opozoriti in upam, da bo to prišlo do predsednika vlade in do vseh odgovornih, da državljane opozorijo na te goljufije, na te prevare, na stvar, ki je življenjskega pomena. Vodna pumpa, da se lahko miješ. A veste, da je voda pravica, elektrika je pravica, da so te osnovni standardi v današnji družbi z ustavo zagotovljena pravica do dostojnega življenja in država mora skrbeti za zdravo življenje državljanov in otrok. Zato jo plačujemo. A veste,
Mi njih plačujemo, oni bi mogli biti nam na servis, ne v blokado, ne v izkoriščanje, ne v poniževanje. Tako bi to moralo biti. Tako da potem, je bil moj odziv, ne vem, kako sta ga doživljala, da to naredimo tukaj in damo to potem pač v javnost, kolikor bo pač šlo. Ja. Ker jaz sem želela, da ljudje čim bolj izvajo to. Ja. In sem se zato nate spomnila, vsak teden gledava posnetke na YouTubeu z sestanka in sem rekla, lej, Mihajlo bom poklicala in to je to. Ker jaz, ko sem v bistvu spraševala, kaj gre pa z viški, pa mi je komercialist tiste firme, kjer sem pač nabavila, je rekel, ja, sej, ljudje so srečni samo, da imajo nižji račun. Sem rekla, halo? Jaz bom nekomu nekaj podarila, meni ni nihče nič podaril. Jaz bom mogla ves ta denar vrniti. Seveda. Pa še z obrestmi verjetno. Ne, ker so si potem pri starših sposojala na vseh koncih in krajih. Ja, ok, dobro. Banka, če bi pa na banki je bila pa druga zgodba, za 5.000 evrov so hoteli hipoteko na hišo, jaz porok, on bi vzel, sem rekla, halo, za 5.000 evrov, če bi jih verjetno 5 milijonov ne bi bil problem, ampak za 5.000 evrov pa halo. In zato so pač na kolena pa vse posod prositi. In sva do takole zapufana in zdaj sem še besna. Lejte, v izogib, da se še komu to zgodi, jaz sem ti iskreno hvaležen. Namreč človek, glejte, ima v sebi problem, težavo, če malo posplošim stvari, gotovo marsikdo izmed vas ima problem, ki bi ga želel izpostaviti, želel povedati. A veste, tukaj imamo to možnost, lahko se javite od doma, če ste oddaleč, lahko pridete sem, se pogovorimo in izpostavimo problem, ker mi smo tisti, ki moramo žal namesto države funkcionirati v tistem segmentu, ki se nas tiče v osnovi življenja, v bazi. Tisto, kar nam pravzaprav omogoča golo preživetje in življenje, ne nadstandard ali pa normalni standard. Normalno preživetje. In da moramo zdaj, v tem času, 2022, o teh stvarih razmišljati, ko nam daje država Green Deal in govorijo o nekih zelenih energijah in o podnebnih spremembah in o ne vem čemu vse, da je to vse pripravljeno, ni res. To je ena velika laž. Še nekaj vam povem, ampak čist dobrim namenom. Če pride do trenutka, da vam bi kdo ponudil, se pravi, nek denar, ki bi bil kot nepovratna sredstva ali pa, kot zdaj govorijo, da bo prišel univerzalni dohodek. Lejte, vse, kar je zastonj dano, človek plača s svojim življenjem. Jaz se spominjam reklame, s pticami si delimo nebo. A se spomni kdo te reklame? To je oglaševal Mobitel, potem pa Telekom, ki je kupil Mobitel, a ne, s pticami si delimo nebo. Glejte, in danes si ga res delimo, a ne, vsi imamo Mobitele, vsi smo plačali med par 100 evri do 1000 in več za napravo, ki jo imamo v žepu, smo plačali za to in še plačujemo, zato da nam sledijo, da nas slikajo, da nas poslušajo, da smo si sami kupili sledilno napravo, ne, in da nas imajo pod nadzorom. Se pravi, jaz plačam, kupim, zato, da me lahko nadzira nekdo, ampak to jim ni dovolj. Hočejo še globlje, hočejo še mojo kri, mojo pamet, moje misli. Dajmo malo razmišljati o teh stvarih. In vse te reklame, ki so po televiziji, ko pride do trenutka, da je nekaj brezplačno, da je ugodno, da je dobro, verjemite, da je ravno obratno. Alarm, rdeč alarm, preverjajte stvari. Jaz bi na tej točki, ja, razen, če bi ti še našim članom imela kaj za sporočiti, imaš zdaj to priliko, ne vem, karkoli, glede na naše 2-letno javljanje, delanje, kreiranje, opozarjanje. Držimo se, zdržati moramo in to je to. Iskrena hvala, Mojca, tebi in soprogu, da sta si vzela čas, pogum, ker zato moraš tudi seveda si izbrati pogum, pripraviti se, povedati, pregledati, narediti rezime. Tako da, kdorkoli ima problem, ne ga držati vse, prosim, ne mi zboleti zaradi tega,
ker vse je potem živci začnejo, iz živcev gre na organe, potem človek zboli. Ostanimo zdravi, ostanimo veseli, mi smo društvo za srečno življenje in dajmo skupaj tole reševati. Evo, zdaj jaz predlagam 5 minut pauze, potem pride pa naš Egidi. Mojca, iskrena hvala. Prosim. In vse dobro naprej. Želim, da se vama dobro izteče in če bo karkoli, javi, če bo še kak problem, pa bomo še to. Če bo pa kakšen znanstvenik oziroma izumitelj s kakšno idejo prišel, za kako bi midva rešila za tisto avto, pa mi javi, prosim. Absolutno. Hvala lepa. Hvala. Ja.